Sončno Celje je pozdravilo derbi kroga med domačimi Celjani in ekipo Maribora. Celjani so neporaženi že neverjetnih 23 tekem, med drugim so kar dvakrat premagali letos že Mariborčane, tudi Štajerci iz Maribora pa so štartali dobro, tale drugi del z dvema pomembnima zmagama proti Gorici in potem še na derbiju proti Olimpiji. Prva akcija, streljo daleč Agima Ibrahimija, nekoliko previsoko v 5. minuti. Naslednja akcija za domače Celjane v belih dresih, poskušal je Sani, Stojanović naj bi igral z roko, kot so zahtevali domači, a 11 metrovke tokrat ni bilo. Še ena akcija nogometašev Celja, tokrat prodor po levi strani, sijajno je pregraval Verbič, poskušal je Vrhovec, ampak Handanović se je s tole obrambo izkazal in žogo uspel izbiti. Zapretili so Mariborčani, pregraval je Tavares in si lepo pripravil strel, na koncu pa meril daleč in za las zgrešil vrata Kotnika. Nato akcija na drugi strani, priložnost za Celjane, lepo pregravanje, podal je Verbič, rešil je Filipović, po zmedi pa je žoga končala zgolj v kotu. Po kotu pa izjemna priložnost za Celje, streljal je Verbič in izjemna obramba Handanovića, ki žogo še enkrat izbil v kot. Na drugi strani prosti strel Mitje Vilerja, žoga je končala v kotu, se odbila od živega zidu, tole je bilo blizu za vijoličaste, ki pa so vendarle povedli v zadnji minuti prvega polčasa. Žogo si je prigral Mendy in tole je bil fantastičen gol Mendyja za 0:1, zares velemojstrovina. Jean-Philippe Mendy je postavil zid prvega polčasa s tole mojstrovino, zares ogromne razdalje. No, napad Celjanov po prekinitvi, predložek Vrhovca iz prostega strela, podaja na drugo vratnico, Miškić pa je zgrešil in zapravil izjemno priložnost za izenačenje. Po veliki napaki Alonsa je Mendy prišel do izjemno lepe situacije za zaključek in zadetek ter odločitev tekme. Ni najbolje reagiral, Kotnik je njegov strel odbil, potem pa še enkrat lep zaključek Maribora in odlična obramba Kotnika po strelu Boharja. Tole je še zaključek tekme in gol za Maribor, 0:2. Natančen je bil Vel Andjaje, ki je izkoristil podajo pred vrata in povišal v 84. minuti. Tole je bil gol za nogometaše Maribora, zadetek za povišene prednosti in hkrati odločitev derbija. Celjani so izgubili po dolgem času, Maribor pa je zabeležil še 3. zmago spomladi. Ja, jaz enkrat ta niz se je mogel končati, en fantastičen niz je za nami. Nekako današnja tekma ni potekala po naših željah, nekako nas je Maribor presenetil s temi dolgimi žogami, nekako nam ni steklo tudi neke prave energije, bom rekel tiste, kar je več, ni bilo v nas. Ampak kljub vsemu sem zadovoljen, zbrali se zelo veliko število gledalcev, tako mislim, da je vseeno lepa tekma in pač gremo naprej. Se strinjam z trditvijo na težkem gostovanju, na težkem igrišču, katero je bilo izredno suho in je delo probleme obem ekipam. Enostavno Celje si služi vse pohvale za izredni niz, katerega so dosegli za mlado poletno ekipo. Definitivno je ekipa, katera ima perspektivo, definitivno je ekipa, katera se še bo dosti naučila in bo v vsakem primeru tista, katera v marsikomu zagnila življenje. V Ljubljani dvoboj domače Olimpije in Rudarja. Obe ekipi sta v prejšnjem krogu stali praznih rok, Velenjčani na gostovanju pri Radomljah, medtem ko je Olimpija doma izgubila derbi proti Mariboru. Velenjčani še vedno brez danega gola v tem drugem delu prvenstva, pestijo jih težave tudi s poškodbami. Olimpija je tokrat bila v vlogi favorita, ampak poznala se je odsotnost Andraža Šporarja. Prva akcija Olimpije poskušal je Henty, na pravem mestu Rozman, potem pa še v zaključku prvega polčasa strel Firerja, podaja pred vrata in malenkost je zgrešil Ivan Firer. Prvi polčas je bil dokaj nedinamičen, v drugem delu je bilo nekaj več živahnosti, najprej je prečko stresel Jahić, to je bil odlično izveden prosti strel in sreča za vratarja Olimpije. Naslednji je poskušal Henty, ki je streljal škaricami, lep poskus, ampak nekoliko premalo natančen. Henty je bil dobro razpoložen, nevaren, nov poskus po samostojni akciji in preigravanju, malenkost mimo gola Rudarja, ob koncu tekme pa še priložnost za Velenjčane. Poskušal je Firer, na pravem mestu Brljak, ki je žogo uspel izbiti. V sodniškem podaljšku pa skoraj avtogol Bolhe, rešil je vrata Rozman, ostalo je pri začetnem izidu brez golov, v Ljubljani Olimpija, Rudar na koncu 0:0.
Ja, mi smo šli v tekmo malo bolje kot ekipa Rudarja, ampak nismo zadeli. Izpostavlja se, da je Rudar zelo čvrsta ekipa. Danes ni bilo dovolj naša kvaliteta, mogli bi nekaj več, ampak se ni šlo. Ja, res je, danes nekako prišli smo vsem igrati nogomet, da bi osvojili vse točke, tudi nekako prišli oslabljeni, kajte nekaj igralcev so poškodovani in v prvi vrsti tu mislim našega Leona Črnčiča, ki je poškodoval koleno in sedaj je v bolnici bil na operaciji pristal, tako da mu želim čimprejšnje okrevanje. Nekako zaigrali smo za njega, da bi danes dobili vse 3 točke, ampak dobro, na koncu to točka je odličen rezultat. Jesenski prvaki nogometaši Domžal so tokrat doma pričakali novomeško Krko, katero so letos 2-krat že premagali. Domači še vedno brez danega gola v tem drugem delu prvenstva. Po zmagi proti Zavrču pa je Krka v prejšnjem krogu vendarle klonila v Celju, bilo je 2-1 za Grofe. Prva akcija že v 2. minuti, lepa kombinacija Domžal in na koncu je prišlo do prekrška za 11-metrovko. Prekršek za domače in to je bila velika priložnost za dober začetek tekme za Domžale. K žogi je stopil novinec v tem drugem delu prvenstva Matic Črnic in bil natančen. V pravo smer je šel Mitrović, ampak strel je bil premočan, preveč natančen. Bilo je 1-0 za domžalske nogometaše. Še ena kombinacija Domžal, do žoge je prišel Morel in našel strelca prvega gola. Matica Črnica, preigravanje tega nogometaša in strel, na koncu pa za las mimo vrat, to je bila dobra obramba Mitrovića. Še ena kombinacija domačih, to je bil zaključek od daleč Slobodana Vuka, tudi on je malenkost zgrešil. Po pritisku Domžal še ena priložnost, poskušal je Črnic z glavo, tokrat stresel le prečko, ostalo je pri minimalni prednosti. Potem pa 38. minuta in kazen za zapravljene priložnosti, izjemen prosti strel in fantastično je meril Leo Ejub, ki je zabil pravi Eurogol in izenačil na 1-1 še pred koncem prvega polčasa. Drugi polčas in prva akcija za Novomeščane, poskušal je Palić, na pravem mestu pa je bil tokrat Vidmar, ki pravih težav ni imel. Še en poskus za Dolenjce, tokrat si je priboril žogo Velbek in prišel do strela daleč, na pravem mestu Vidmar, ki je žogo uspel izbiti. Potem izjemno lepa akcija Domžal, to je bila kombinacija in skoraj da mat v 3 potezah. Morel je že podal proti Vuku, ki je bil sam pred vrati, a tokrat je Slobodan Vuk grdo zgrešil. Podaja Krke pred vrata, poskušal je Perić, ki je imel lepo priložnost in poslal žogo visoko čez gol, nato pa še ena kombinacija za domače Domžale, žoga pred vrata in to je bil še en prekršek za 11-metrovko. Še ena velika priložnost za Domžale in še enkrat 11-metrovka, druga na tekmi. Tudi tokrat je žogi stopil Črnic in še enkrat bil izjemno natančen, pod prečko je udaril Črnic in zadev za 2-1. Veselje v Domžalah, domači navijači so slavili tale gol za prednost 2-1, ki je Krko pahnil v izjemno težaven položaj. Do konca še tale prekršek Jake Ihbejša, ki je prejel še drugi rumeni karton in bil izključen. Zadnjih 7 minut je domžalska ekipa igrala z igralcem več. Takole še enkrat prekršek Ihbejše in Krka je samo z 10 nogometaši lovila izenačenje. Ni ga ujela, kajti Domžalčani so imeli še eno priložnost, to je bil že poskus Eterovića, ki si je lepo pripravil strel, izkazal pa se je Mitrović, ki je tokrat rešil novomeška vrata. Na koncu Domžale Krka 2-1, še tretja zmaga proti temu tekmecu za Domžalčane v letošnjem prvenstvu. Mislim, da smo mi dobro začeli to tekmo danes, hitro zadeli iz 11-metrovke, tako da imeli večjo pa še žoge, bili smo boljši, več priložnosti kot Krka danes. Mislim, da so 3 točke zasluženo ostale doma. Kaj ne rečem, prvo polčas, v bistvu prvih 20 minut smo rabili nekaj časa, da smo se skupaj zbrali. Ta hiter zadetek nas je malo povlekel nazaj. Po 15-20 minutah smo se zbrali, smo začeli igrati napadalno, smo si upali, ustvarjali nekaj priložnosti, potem zadetek nam je dal samozavest. V drugem polčasu smo potem štartali tako, kako je treba in pokazali, da smo lahko na trg nasprotnik za vsakega.
škoda, še drug penal, rdeč karton. Škoda, lahko bi se rekalo v bistvu še kakšno piko oziroma to 3, če ne bi se to zgodilo. Še drugo tekmo zapored je Zavrč igral pred domačimi navijači na novem štadionu, tokrat so doma pričakali ekipo Kopra. Zavrč je v prejšnjem krogu premagal Domžale, medtem ko so Koprčani slavili na primorskem derbiju in z lepo popotnico potovali v Zavrč. Prva akcija tekme pa je že pripadla domači ekipi in to je bil velik šok za Koprčane. Prva minuta, izjemna žoga pred vrata in odlično je meril Tomislav Kiš, ki je premagal vratarja Kopra za 1-0. Odličen je strel Kiša, ki je poskrbel za hitro prednost Haložanov. Šenkot za domače podaja Mominoviča. Mitrović je bil na pravem mestu, ampak žogo poslal mimo koprskih vrat. Pučko si je priboril žogo, bil je izjemno borben in spreten, na koncu pa priložnost za Smrtnika, ki je streljal, a tokrat žoga v kot. Odlična obramba je bila to Pridigarja. Še zadnja akcija prvega polčasa, podal je Mominović, Matjašič pa z glavo ni meril dovolj natančno. Drugi polčas in bilo je kar precej priložnosti. Najprej je poskušal Mominović, ki je prišel do strela, ampak Simčič je bil tokrat dobro postavljen. Iz obrata je meril še Tomislav Kiš, ki si je priboril strel še enkrat točno v naročje vratarja Simčiča. Domači so imeli še precej priložnosti, tole je bila ena izmed njih. Poskušal je Kiš, na golovi črti pa je rešil Palčič. Potem pa eden izmed pomembnejših dogodkov tega drugega polčasa, Matej Pučko je prejel direktni rdeči karton in moral predčasno z igrišča. Zaradi udarca je bil izključen nogometaš Kopra. Nešportno je odreagiral Pučko in prejel rdeči karton. Še ena akcija za Kiša, ki je bil izjemno dobro razpoložen, imel precej strelov, takole je meril daleč in vratnica je rešila igralce iz Primorske. Ante Mitrović je poskušal po prostem strelu, nevaren poskus, odlična obramba Simčiča, ki je žogo uspel izbiti, potem pa koprska akcija. Hadžibulić je prišel do strela in takole ni bil najbolj natančen, žoge niti ni najbolje zadev. Nova izjemna priložnost za Zavrč, takole žoga mimo vrat, Kiš je zgrešil in potem še gol za domačine, vendarle z igralcem več, podaja pred vrata, najvišje je skočil Datković, podal je težak Datković, pa je povišal na 2-0 in zabil še zadnji žebelj v krsto gostov. Nogometaši Kopra so vendarle napadali za častni gol in to jim je tudi uspelo. Natančen je bil Hadžibulić, ki je znižal na 2-1, ampak to je bilo tudi vse, kar se tiče strelov Kopra. Do konca še en rdeči karton, to je bil prekršek Šmeja, ki je moral predčasno z igrišča. Tudi Šmej je bil izključen in Koper je tekmo končal le z 9 nogometaši. Zavrč pa je zabeležil še drugo zaporedno zmago pred domačimi navijači. Na svojem novem štadionu so še vedno brezmadežni. Još su emocije me preplavile, kako bi rekli. Mislim što reći o utakmici, otvorili smo je ko u snovima, odmah drugi napad, dubinska lopta i euro pogodak Kiša. I velim, tu nam se opet otvorila utakmica u pravcu u kojem smo mi u stvari htjeli. Znači brzi pogodak i onda kontrolirati igru i pokušati normalno na polu kontru završiti do kraja. Mislim da smo bili danas puno bolji, da smo imali puno više prilika za zabiti pogodak i onda mi je žao stvarno ovo na kraju što smo uopće primili ovaj pogodak. Predno smo se mi privadili na to površino danes, ki je vse prej kot igrišče, smo pač bliže v zaostanku, ampak pač to ni upravičilo. Igrišče je bilo za ene in za druge enako. In tako kot Domžale v prejšnjem krogu, tudi mi danes smo pač naleteli na enega takega nasprotnika, ki je to znal dobro izkoristiti in mojim fantom nimam kaj očitati, še posebej v drugem polčasu. Mislim, da so dali vse, kar v tem trenutku lahko dajo na takih pogojih in na koncu je to bilo pač dovolj za minimalen poraz.
Zadnja tekma 23. kroga je potekala v Novi Gorici, kjer je domača ekipa pričakala zadnje vrščeno ekipo Radomelj. To je bil derbi Začelja. Nogometaši Gorice so potrebovali zmago po 2 slabih tekmah in 2 porazih. Radomlje pa so v prejšnjem krogu vendarle zmagale proti Rudarju. Letošnji 2 tekmi sta se končali zmago Goričanov, skupna gol razlika pa kar 7:0 za Primorce. Tole je že prva akcija in odlična obramba Goričanov, streljal je Stojiljković, ostalo je pri začetnem izidu. Nova kombinacija za Goričane, prva akcija domačih, poizkus Tajderja, na pravem mestu Andrić. Nova podaja pred vrata, po prostem strelu z glavo meril Martinović in potem še zaključek Đuzdanovića, ki si je priboril strelo v zaključku prvega polčasa. Ostalo pa je vendarle pri izidu brez golov v tem prvem delu. Drugi polčas in Goričani so bili nekoliko podjetnejši, imeli več od igre. Najprej je streljal Eleke, lahko delo za Andrića. Še enkrat kombinacija sinje modrih, tudi tokrat je poskušal Eleke, še enkrat pa se je izkazal Andrić, ki je tokrat imel precej več dela. Edina akcija Radomelj v drugem delu je prišla v 60. minuti. Poskušal je Stojiljković in žogo je Galineta izbil v kot. Potem pa lepa zamisel Goričanov, do strela je prišel Luka Majcen in stresel vratnico. Ostalo je pri začetnem izidu nekaj sreče, tokrat za Radomlje. In potem še v naslednji minuti velika priložnost za Đuzdanovića, ki je bil sam pred golom zgrešil. Ostalo je pri neodločenem izidu, na koncu Gorica Radomlje 0:0. Ja, seveda smo pričakovali zmago, ampak so tudi nasprotniki še odločno tekmo, dobro so se postavili, tako da smo težko prebijali. Imeli smo neke pol priložnosti, drug polčas eno zelo izrazito priložnost, ampak žal nismo dali, tako da je ostalo par 0:0. Mislim, dovolj. Seveda smo zadovoljni z njo, šli smo na 3 pike, smo pa tudi zadovoljni z 1 piko. Zdaj, da kar neki se pritožujemo zaradi pike, nima smisla. Pika po pika, pa bomo daleč prišli.